Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Podjetje Zeos, organizator projekta Life gospodarjenje z odpadki, si prizadeva, da bi po vsej Sloveniji postavili čim več uličnih zbiralnikov za elektronske odpadke in odpadne baterije. Želani so v dogovoru z lokalnimi skupnostmi postavili zbiralnike v občinah Radovljica, Bled, Gorje, Gorenja vas Poljane, Škofja Loka in Železniki, prejšnji teden v občini Tržič, od danes pa so na voljo tudi prebivalcem občin Kranj, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Nevarni odpadki, elektronska oprema, baterije, sijalke in te stvari ne smejo končati med mešano komunalno odpadki ali pa med embalažo, pač pa na posebej za to določenih zbirnih prostorih. Eni se nahajajo doslej je bilo tako, da je bilo vse skupaj se nahajalo v zbirnih centrih. Najnovejša pridobitev, ki je omogočilo podjetje Zeos skupaj z vsemi našimi občinami Evropsko unijo, pa tudi, da bodo na terenu, se pravi, da bodo to zbiranje uporabnikom bistveno bolj prijazno. Občanom zdaj ne bo več treba hraniti večjih količin odpadkov, ampak jih bodo lahko sproti odnesli na najbližji ekološki otok v domačem kraju. Seveda v našem zbirnem centru že imamo te zbiralnike za tako imenovane elektronske enote, vendar po posameznih naseljih bo da je veliko lažje, saj bomo lahko v njih odlagali baterije, vrtalnike, skratka celotno elektroniko, in to je kar velika pridobitev za naše občane, da to potem lahko odlagajo na odločena mesta. V mestni občini Kranj so si na področju trajnega in učinkovitega ravnanja z odpadki zastavili cilj, da bodo najpozneje v letu 2023 ločevali že več kot 80% vseh odpadkov. Kar je zelo ambiciozen cilj, in današnja predstavitev 15 zabojnikov za odpadke, torej za elektronske naprave in baterije, bo temu ključno pripomogla. Podpisali pa ste tudi listino, ki vas zavezuje? Ja, listina nas zavezuje, oziroma zastavili smo si cilj, da bomo do leta 2020 zbrali do 65% elektronskih naprav in 45% baterij. Projektu Life gospodarjenje z odpadki so se priključili tudi v občini Jezersko. Tako kot vse ostale občine v območju komunale Kranj, ki pokriva komunale Kranj, se seveda tudi Jezersko po vsej logiki pristopamo zraven in smo veseli, da gremo v pravo smer. Posebni ulični zbiralniki za zbiranje odpadkov in odpadnih baterij stojijo že v skoraj vsaki drugi slovenski občini. Njihove lokacije pa najdete na spletnem zemljevidu www.zeos.si. Jaz računam na to, da se bodo v letošnjem letu ti ulični zbiralniki za odpadke zelo dobro prijeli, da bodo občanom na roko, da bo postavitev ustrezna, da bodo rezultati dobri in da bomo lahko nekako čez te kalkulacije stroškov tudi v naslednjem letu nadaljevali z postavitvijo novih. Namreč za optimalno ali pa najbolj učinkovito računamo, da bi vsaj dvakrat tolikšno število uličnih zbiralnikov moglo biti postavljeno. To je res. Zbiralnike so v nekaterih občinah na Gorenjskem že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kg na posamezni ulični zbiralnik. Med doslej zbranimi odpadki so našli le 2% odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. Sama komunala Kranj zbere letno 290 ton odpadne elektronske opreme. Računamo pa, da se bo v teh kontejnerjih vsak lahko prenese tam, mislim, na 600 kg, da se bojo pa napolnili prej kot v enem mesecu. Tako da 10% zbrane odpadne elektronske opreme zna biti prav končati v zabojnikih.